Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Dobrodošli v podcastu Mladost na kmetiji. Z vami sem danes Mateja in Dejan. Dejan, živijo. Živijo, Mateja, ravno tako pozdravljeni vsi, ki nas poslušate. Danes sem do Dejana Marhata rabila kar 2 urce. Nahajamo se na Koroškem, dan je res čudovit, malo vroč. Kmetija Dejana se nahaja na takem lepem obronku. Povej nam točno, kje se nahajamo. Ja, nahajamo se v zaselku Brda, ki spada pod občino Slovenj Gradec in pa praktično ob vznožju Pohorja na tej naši koroški strani. Prej si rekel, da je nadmorska višina tlele okoli 600 metrov, če se ne motim. In nekaj okoliških hribov se vidi. Res je. Prepoznala sem Uršljo goro. Uršlja gora, vidi se še pa Radoha, Smrekovec, pa malenkost višje tudi del Pece in pa Olšava. Vaša kmetija se nekako nahaja na koncu vasi. Meni je zelo, zelo lepa lokacija, škoda poslušalci, ki ne vidite. Ampak ima pa tale vaša kmetija malo drugačno, oziroma tvoja, malo drugačno zgodbo. Poveš mečkan zgodbo te vaše kmetije, kako je nastala? Praktično kmetija je po smrti očeta pred letom 2000, bom rekel, kar nekaj let stagnirala, obmirovala. Obdelovalna zemljišča so obdelovali sosednji, drugi kmetje, tako da, ki so pač tukaj v okolici. Potem pa smo nekako po mojem šolanju in pa po tem, ko sem se zaposlil, leta 2024 ponovno, bom rekel, oživeli hlev in njega naselili bike in telice. Tako da, bom rekel, smo začeli pisati neko novo zgodbo na tej kmetiji. Se pravi, ko si bil ti otrok, v bistvu ni bilo živali na tej kmetiji? Ne, leta 2004 so praktično hlev zapustili zadnji biki pitanci, ker ni bilo več delovne sile, stari starši so bili že starejši, mama je ostala sama in je pač potem ostala tudi v službi, ni pustila zaposlitve izven kmetije, tako da smo pač, oziroma so bili primorani takrat zaključiti govedorejo in pač dati zemljišča v najem. To je kar taka težka zgodba, bi rekla, ampak ti si pa vseeno vsa leta, ko si bil otrok, si želel, da bi imel kmetijo. To je v meni že od kar pomnim, no. Praktično otroška želja, da bom kmetoval, da bom imel živino, to je želja oziroma to se v meni nikoli ni spremenilo. To. In kako je bilo potem, ko si leta 2024 zopet naselil hlev? Kakšni so bili občutki, kako je bila težka odločitev? Pravzaprav me takrat sploh ni bilo doma, sem bil skoraj cel dan odsoten zaradi službe, ampak ja, ko pa sem prišel domov, pa bom rekel tak malo poseben trenutek, po več kot 20 letih, spet slišiš mukanje, neke take čudne zvoke iz hleva, no, ki jih pač prej ni bilo. In ja, pač sigurno neko veselje, neko zadovoljstvo, neka kljukica v življenju in pa, bom rekel, takrat smo začeli pisati neko novo zgodbo na tej kmetiji. Zdaj tudi, če smem malo osebno, jaz sem tudi pred 3 leti izgubila očeta in včasih, ko na kmetiji delam, prav pomislim, zdaj bi bil pa ponosen, ko nekaj naredim. Je bilo pri tebi mogoče tudi tako, da si se v tistem trenutku spomnil, če bi bil pa vesel? V tem trenutku večkrat prej, pa tudi večkrat zdaj, recimo v kakšnem takem delu še vidiš ali pa želiš imeti še kakšne take roke dodatne zraven, ampak veš pa, da te nekdo spremlja, da te vidi na vsakem koraku. Tudi jaz imam tak občutek, sploh tiste stvari, ki me je ful opozarjal, to moraš narediti, tisto. Se prav se spomnim, ko tisto stvar delam na njega, no. Tako da se mi zdi, da kar ostanejo ti naši predniki na domačiji, na nek način v naših mislih. Trenutno rediš pitance, se pravi govejo živino za meso.
Ampak imaš pa želje, da bi enkrat mogoče imel mlečno kmetijo, oziroma tudi je pri srcu? Ja, trenutna usmeritev je res bolj v mesno proizvodnjo oziroma v pitamo, kar je pač poleg službe tudi dejansko najlažje, a ne. Že tako ta način dela nam vzame kar nekaj časa in pa zahteva neko odgovornost, ampak seveda puščam si odprta vrata za naprej, nikoli ne veš, kam te pot pripelje čez nekaj let. Imam pa neke ambicije že tudi od nekdaj, no, ampak bomo pa videli, kam bomo zajadrali. Nekako po službah je lažje imeti pač Tako. govedo za pitanje, ker je mačkan manj dela, Tako. za mleko pa je pa že kar, je pa že kar Je garanje. to tako. Krave dojilje ali pa bike pitance. Je pa tvoja partnerka bila iz mlečne kmetije, če se ne motim, ne? Klara? Tako, Tako. res je. In tudi ona ti pomaga na domačiji. Kako si v bistvu razdelita delo? Poleg službe delo na kmetiji vzame še preostali del mojega časa, popoldan. Zato je pač pomembna organizacija dela in pa planiranje časa, bom rekel, tudi za nekaj dni naprej. Nam pa vreme narekuje tempo dela, tako da vse skupaj uskladiva, se pogovoriva in da pač poskusimo tudi med delom nekaj časa skupaj preživeti. V bistvu je pa lepo. Luštno je, da partnerje skupaj zunaj delata. Meni je bilo to vedno simpatično. Se mi zdi, da se na drugačen način še malo spoznaš in povežeš, ko skupaj nekaj ustvarjaš pa gradiš. Pa pomaga tudi mama, če se ne motim, ne? Tako, vsekakor je vedno zaželena in dobrodošla pomoč. Nam rada pomaga, tako kot tudi sestra in pa domači, ostali domači sorodniki, strici, tete. Mama pa seveda najraje pomaga v hlevu ali pa zdaj zadnjih nekaj mesecev skrbi za vnukico. V bistvu malo sreče pride k družini, tako se mi zdi, da stari starši imajo na kmetijah pa sploh radi še male rokice. Čeprav na kmetiji dolgo ni bilo živine, si želel kot otrok postati kmet. Od kje misliš, da je ta ideja? Jaz mislim, da to je v genih, da za sebe sam druge razlage nimam. Bi se upal pohecati, no, da je bila beseda krava med mojimi najpogostejšimi že v otroštvu. Pa bi rekla, da vidim tako tudi kolegice, ki imajo otroke, da imajo otroci ful radi kmetije, pa knjigico od kmetij, pa igračke iz kmetije, pa tudi če nimajo kmetije doma, tako da se mi zdi, da je tako nekako naravno, da si otroci želijo. In tudi sama velikokrat si razlagam tako, da mora biti nekako v genih, da mi kmetje vztrajamo, pa smo kmetje, ker finance nas sigurno ne prepričajo v to delo. Verjetno si slišal velikokrat, da ti najbrž ne bo uspelo ali pa da ti bo težko, ker ne poznaš tega dela tukaj spet, ne, kot mogoče, če bi celo življenje na kmetiji bil. Kako si vztrajal, kaj te je gnalo, kaj si odgovarjal takim skeptikom? Ja, moje mnenje je, da če se človek za neko stvar zavestno odloči oziroma v njej vidi del sebe, nek svoj potencial, osebno zadovoljstvo, neke take stvari, ki ga res usrečujejo, mislim, da te nobeden ne more odvrniti, ustaviti. Seveda so pa pač pri vsaki stvari tako vzponi kot padci, tega v kmetijstvu kar nekaj. Važno je pa, da ne obupaš in pa da se z vsako tako stvarjo soočiš, pa probaš iz nje izluščiti najboljše. Res je, se popolnoma strinjam. Kako se pa v bistvu spominjaš otroštva in odraščanja na podeželju? Vesel sem, no, da sem lahko veliko časa preživel na kmetijah prijateljev, znancev in se tam priučil raznih opravil, nabral ogromno znanja in izkušenj, tako da imam na ta čas zelo lepe spomine. Ravno tako pa smo tudi skrbeli za našo kmetijo, da se je ohranjala pač sadovnjaki, vrt, njiva, da je ostala kmetija urejena, no. Skoraj si ne znam svojega otroštva drugače predstavljati. Imaš pa tudi majčkeno mlajšo sestro, ne? Ki je s tabo preživljala to otroštvo. Sta v stikih, ti kdaj pomaga?
Ja, imam mlajšo sestro, sicer je zaposlena in dela v Mariboru, vendar pač, ko ji čas dopušča, po službi pa pomaga po svojih močeh. Sva pa ja, oba v otroštvu skozi igro spoznavala čare našega podeželja in pa dela, tako da tudi njej marsikaj ni tuje. No, pa če so že pri otroštvu, pa potem greva časovno naprej. Kam pa si hodil v srednjo šolo in kaj si študiral? Po opravljeni osnovni šoli v Mislinji sem se vpisal na kmetijsko šolo Grm v Novo mesto, oziroma v program kmetijsko-podjetniški tehnik, katerega sem tudi uspešno zaključil. Potem pa sem se vpisal na študij agronomije in hortikulture na Biotehniško fakulteto v Ljubljani, smer agronomija. Bom pa rekel, da sem že, tako sem že tudi večkrat povedal, danes pa še bom, že od nekdaj sem vedel, da se bo tako moja izobraževalno poklicna pot začela in končala v kmetijstvu. Tudi končala. Tudi. Super. Kaj danes delaš? Kaj je tvoja služba, tudi kmetijska? Razloži nam malo. Res je, zaposlen sem na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, v oddelku za živinorejo. Tam praktično spremljamo kontrolo mleka na kmetijah in pa selekcijo. Je pa ravno selekcija, bom rekel, usmeritev na kmetiji, ki mene že spremlja kar nekaj časa. Razvoj genetike pri posameznih pasmah, za vsako generacijo krav na kmetiji me zanima, kaj bo določena lastnost prinesla v populacijo. Rad, bom rekel, v službi sestavljam načrte osemenjevanja za posamezne živali na kmetijah, pri katerih se izboljšuje posamezne lastnosti. Sem pa vesel, no, na terenu sem spoznal veliko kmetij, veliko kmetov, ki redijo, bom rekel, veliko živine, imajo dobre črede in z uporabo dobre domače genetike v svojih čredah dosegajo odlične rezultate, velike količine mleka in pa imajo korektne živali, s katerimi se tudi marsikdo udeležuje razstav, tako pri nas kot po svetu, in dosegajo odlične rezultate. Si že bil na kakšni razstavi v tujini, kakšni večji? Tudi že, ja. Mislim, da je bilo leta 2016 evropska razstava v Kolmarju v Franciji, črno-bele pasme. Pa tudi v Cremoni v Italiji, v Avstriji na državni razstavi lisaste pasme. Mi pa tudi ne uide nobena slovenska razstava, ko se pripravi. Se ti zdi pomembno, da Slovenija ohranja svojo selekcijo? Vsekakor, ker tudi ravno to spremljamo na terenu, da odlične živali, odlične rezultate dosegajo prav, bom rekel, krave slovenske genetike. In tu se vidi dolgoletna dela na tem področju in so rezultati potrjeni. To je kar ogromno enega znanja in podatkov in veliko zavedati. Pa najbrž tudi ti luštno hoditi po kmetijah, se pogovarjati s kmeti, videti, kako imajo oni kmetije. Sigurno, to 2-krat na leto pač praktično sam obiščem vse te kmetije na našem zavodu, ki so v kontroli prireje mleka. In je res lepo pogledati, no, kako se, bom rekel, iz leta v leto, do kakih živali pridemo z načrtnim delom. Kako se izboljšuje čreda. Tako. Se mi zdi, da kar uživaš v svojem delu. Res je, ja. Bil si pa tudi predsednik Društva podeželske mladine. Katere? Ja, 5 let sem bil predsednik Društva podeželske mladine Mislinjske doline. Naše društvo obsega člane oziroma zajema člane 2 občin, to sta občina Mislinja in pa občina Slovenj Gradec. Kot povedano, 5 let sem bil predsednik, zdaj sem še pa bolj podporni član nekje v ozadju. To mora biti v društvih včasih, ko se kaj zatakne, da ima kdo povedati kakšen nasvet. Kaj ti to članstvo v društvu
pa delo z mladimi na podeželju pomenilo skozi ta leta? Rad sem se udeleževal sestankov že od samega začetka. Vedno smo se imeli lepo, sproščena družba, dobra družba. Po sestankih seveda obvezno kaka pijača, še tam izmenjava izkušenj, znanj. Najbolj pa smo seveda uživali na kvizih in pa na kmečkih igrah, regijskih, državnih. Malo tekmovalnosti in pa želja po dobrih rezultatih, tega mislim, da nikomur nikoli ne zmanjka. Vsako leto se organizira izlet oziroma pa tudi kakšno druženje čez leto. Res mi je ogromno pomenila, prinesla sploh znanja, izkušenj, sploh pa take vodstvene funkcije, recimo kot predsednik, to si nabereš nekih dobrih izkušenj pa znanj, ki ti pridejo prav celo življenje. In povezav z ljudmi in v lokalni skupnosti in Sigurno. na višjem nivoju. Ne? Velikokrat slišimo, da mladi zapuščajo podeželje. Kako ti vidiš ta položaj? Kako se ti zdi tu na Koroškem? Žal so trenutni časi taki, da niso najbolj naklonjeni mladim na podeželju. Vsi vemo, da lepo je iti zjutraj v službo za 8 ur, potem pa imaš prost popoldan za prijatelje, čas za svoje hobije. Vsak mesec redno plačilo, enako plačilo. To je sigurno stvar, ki pač pritegne marsikoga, čeprav je iz podeželja. Na kmetijah ni prostih vikendov, praznikov, veliko dela ter truda, odrekanja, usklajevanja. Poleg stroškov same pridelave hrane pa se srečujemo še s temi vremenskimi neprilikami, sploh zadnja leta. In to so recimo stvari, ki vse skupaj še potencirajo, da je pač podeželje na nek način trenutno manj zanimivo za življenje mladih. Upam pa, no, pa tudi mislim, da se bo pa to v nekem času obrnilo, da bomo še vedno nekako ohranjali podeželje vsak na svojem koncu naše Slovenije. Se mi zdi, da se že mogoče malo obrača, vsaj tisti, ki iščejo malo bolj stik z naravo, zdravo hrano, zdravim načinom življenja. No, pa če bi podal eno misel tem mladim, ki še vztrajajo. Da naj poslušajo sebe, sledijo svojim sanjam, z premišljenimi načrtnimi dejanji jim bo vsaka stvar sigurno uspela. Seveda pa ne gre vse čez noč, boljše je kakšno stvar dvakrat premisliti, kakšno leto počakati, pa se potem odločiti, kot pa siliti z glavo skozi ta trenutek. Tu sem se tudi jaz že malo naučila tega potrpljenja, da ni vse danes na jutri, da v kmetijstvu kar traja malo časa, ampak je pa bolj sladko, ko zmagaš. Kje pa vidiš društva podeželske mladine, da imajo to vlogo na podeželju? Kakšno vlogo oziroma vrednost? Da povezuje tiste mlade iz podeželja, ki imajo skupne cilje in interese, hkrati pa se podeželje ohranja živo, obdelano in vsem skupnik varen prostor, kako bi rekel. Nekako isto mislečih, pa verjetno tako imaš izkušnje, da so ti tudi pomagali kdaj ostali podeželci pri kakšnem delu, če je bilo treba? Ja, to so res pravi prijatelji. No. Tako da, če jih kje imaš, jih imaš med podeželsko mladino. Lepa, iskrene in pristne. Sicer ti veliko časa vzame vse to, kar smo že našteli, imaš pa vseeno tudi en hobi. In sicer rad imaš kolo, kam se najraje odpraviš? Res grem rad na kolo, ko je čas, najraje na kak bližnji hrib, teh poletnih večerih, ko se malo ohladi, ali pa po kakih gozdnih cestah, kjer ni prometa. V poletnih večerih pa tudi malo višje na kak hribček, na kak sončni zahod. Lepa, romantična. Če se je dober preskok na naslednje vprašanje, ta tvoja romantika je tudi očitno zapeljala Klaro. Ona je tudi pomemben del tvoje zgodbe. Kako sta se spoznala? S Klaro sva se spoznala v bistvu že pred leti, ko sva bila oba dva še otroka. Spoznal sem jo pa na njihovi kmetiji, ker sem tudi k njim pred leti hodil na počitnice še kot otrok. Sem bili kar družinski prijatelji v tem stilu. Način, ja. Pa sta že
počitnice preživljala skupaj. Ja, brez da bi vedela, kje se bomo čez nekaj let. Kje se bo končala, oziroma se še ni končala. No. Koliko vama to skupno razumevanje kmečkega življenja pomaga pri vsakdanjih izzivih na kmetiji v odnosu? Lažje se organizirava pri ostalih stvarih, oziroma jih ne planirava, če vemo, da jih ne bomo mogla speljati, ali pa če imamo doma kako delo, sploh v času košnje in pa drugih takih opravil. V bistvu viva na kmetiji žito sama z otrokom. Kako si razdelita dela in odgovornosti? Na kmetiji res, da živiva sama, tako da pač vsak opravi svoje stvari. Jaz sem v glavnem bolj v hlevu ali pa v okolici hleva, Klara pa poleg hčerke skrbi še za urejenost hiše, njeno okolico in pa pomaga moji mami v vrtu in pa pri drugih stvarih. Nama tudi mama še res ogromno pomaga, pa sestra, tako da. Super, lepo. Bi rekla, da vsi skupaj kar dobro delo naredite, ker okolica je čudovita, hiša je spucana v nulo, res lepo. Poleg službe, kmetije in vseh obveznosti sta pač sedaj tudi starša, kot sva že omenila. Kako je prihod male Sare spremenil vajino življenje? Najlepše. Super se imamo, vsak dan je drugačen. Seveda ti to spremeni tvoj vsak dan, ampak zaradi tega se zvečer pač pohitim v hlevu, in pač da sem prej v hiši, da gremo skupaj spat, pa tudi čez dan, kolikor se le da, da smo skupaj. Se da usklajevati, da je delo na kmetiji narejeno in da si še aktivni oče? Sigurno, vse se da. Vse se da, če človek hoče. Tako, vse se da organizirati. Kakšno otroštvo si želiš za Saro? Da bi bila zdrava in pa tako kot sem tudi sam skozi igro pa čas spoznavala vrednote in pa, bom rekel, dar življenja na podeželju. Verjetno tudi ta stik z naravo. Ja, tudi. Drugače pa letos načrtujeta tudi poroko. Priprave že na veliko, kako kaj kaže? Tudi to naj leto še čaka. Sedaj smo sredi priprav, seveda se veseliva, je pa še kar nekaj stvari, ki jih moramo urediti. Tako da. Jaz mislim, da tisto ta glavno, da je rekla, da se bo poročila s tabo, to je ta glavno, to je že kaže, da bo, ne? To je že polovica dela. No, upam, da bo ta imela lepo praznovanje in tudi vse lepo naprej na vajini poti. Kaj ti družina pomeni pri vseh teh odločitvah, ki jih sprejemaš? Na prvem mestu je družina. Mi pomeni nek pomemben steber, na katerega se lahko kakršnekoli vprašanje o preizkušnji uprem in je prvi sogovornik, ko potrebujem kako mnenje, kako naprej, kako kaj. Sigurno prva stvar, ko pri odločitvah na kmetiji na splošno. Se mi zdi, da je to edino pravilno, ker cela družina živi življenje na kmetiji, da imajo vsi potem malo pravice, mnenja in glasa, da se skupna točka najde, skupna pot naprej. Je težko najti to ravnovesje med željami, ker se mi zdi, da jih imaš veliko, in ekonomiko ter kakovostjo družinskega življenja, da ste tudi prisotna. Ja, sigurno. Verjetno ni najlažje, ampak nekako s pogovorom in z odločitvijem nekako pridete verjetno skupaj. Kako vidiš svojo kmetijo čez 10 let? V podobnem obsegu, upam, da mogoče celo malo večjo, vsekakor pa posodobitve s strani tako mehanizacije objektov za lažje in varnejše delo. Vsekakor pač v tem obsegu oziroma v tej podobi, da se bomo vsi skupaj imeli lepo pa neko tvarno pa z glavo po pameti delali in tudi imeli nekaj od tega. Zaenkrat verjetno ostajaš v službi, imaš morda kdaj cilj, da bi bil doma, da bi bila kmetija dovolj velika, da bi bila glavni vir prihodka? To je, bom rekel, na trenutke kakšna tiha želja, ampak zaenkrat to
ni mogoče, kmetija je premajhna, da bi zagotavljala delovno mesto za enega. Mogoče se tudi v prihodnosti spremenijo kakšne razmere še in finance. Bomo videli. Tako, Ne? prosta vrata, drugače pa, ker nas čakajo še kar večje posodobitve, obnove in pa razvoj že zdajšnjega obsega, bomo najbrž kar vztrajali še pri službi. Žal je tako, da za razvoj velikokrat zmanjka denarja samo na kmetiji, da rabi še nek zunanji vir dohodka. Ja, mislim, da je to kar problem marsikje, ampak ker želimo nekaj narediti, v neki stvari vztrajati, pa čez čas kaj pokazati, mislim, da nam ni težko, no, vsem skupaj, ki smo na Če tem so mestu. želje, potem je lažje Tako. priti do cilja. Ne? Vedno moraš imeti neko željo oziroma nek cilj, da bi ga dosegel in delati za njega. Ko ga dosežeš, itak že imaš drugega, ampak si zadovoljen, ker si enega že dosegel. Ker se mi zdi, da če nimaš cilja, pol ne veš točno, kam ploveš. Tako. Na kaj si najbolj ponosen, ko gledaš svojo pot do sedaj? Kot sem že omenil, na stvari, ki so mi že uspele, čeprav je bilo potrebno za marsikaj kar nekaj odrekanja in pa načrtnega dela, sem vesel, no, da smo že kar nekaj naredili. Pri tebi se res tako videti, se mi zdi, da to kmetijo in družino skupaj povezuješ in dihaš. Morda za zaključek, kakšna misel, kaj bi si želel, da ljudje bi bolj razumeli v življenju mladih kmetov in mladih družin na podeželju? Da je kdaj potrebno začeti zgodaj zjutraj z delom in pa ga nadaljevati pozno v noč oziroma dokler ni upravljeno, pa tudi če je nedelja, kakorkoli, če jo dopušča vreme, da so potrebne spremembe, ki so vedno dobrodošle, tudi če recimo bo delala ali pa če dela mlajša generacija na kmetiji drugače kot starejša, to ni, s tem ni nič narobe ali pa da bi kakorkoli hoteli mladi kakšne drastične spremembe, ampak vedno so zaželene, no, bom rekel, spremembe in so tudi pomembne za razvoj, pa ne samo v kmetijstvu, tudi v drugih panogah ali pa drugih stvareh, drugih dejavnostih. Tako da. Bi pa dodala, da spremembo uvajati pa mora človek imeti kar tak občutek, da jo ne na silo, ampak tako na lep način počasi postopamo z razumevanjem družine in okolice. Tako nekako izgledajo stvari. Pa tudi recimo spremembe, to so edina stalnica skozi življenje vsakega. Ne. Tako je. Mimo tega ne gre. Evo ga, dober zaključek, Dejan. No, najni pogovor je prišel h koncu. Vesela sem, da sem prišla danes na Koroško na tak čudovit poletni vroč dan. Hvala za pogovor, Dejan. Želim ti vse dobro na tvoji nadaljnji poti, vse dobro v družini, da bodo lepe fotografije in bomo morda kje videli iz poroke. Z vami sem bila danes Mateja Koper, vi pa ste poslušali podcast Mladost na kmetiji.